Dobrodošli v 3. E. Zaigrali vam bomo predstavo po naslovu Franž, ki govori o Franu in njegovih čustvih. Živajte. Hvala. No, gospod, kar vsejte se. No, pa mi povejte, kako se počutite? Zdaj imamo težji čas v življenju, takrat imamo na babi. Hvala lepa. In sam spominjal, smo se predtem pa spominjal, ker sem videl zdaj, ko mi pišem vse, kar je spekla za me skuhala. Ne bi se težko. Bar je bilo tudi dobrega srca. Ja, spomnim se njih dobrih piškotov. Vedno, ko sem prišel domov, je vedno dišala cela hiša po cimetu. Še zdaj imam ta dom v nosu. Ja, vedno me spomnim na te nedeljske popodneve. Vedno je govorila o dogodivščina, stroštva, ko so se imeli fajn, vedno je imela nasmeh na obrazu. Pa vedno ti je povedala recept, vedno nekaj novega dodala, pač prav čuden je bilo. Ja, prav sem hvaležna za njo. Ja, to je bilo fajn. Pa, ti Mirpe! Kaj sem poznala rečeni? Ja, treba si postaviti. Kdo mi že zdaj kazal otroke? To, ki jo pogrešam. Njenega meje župce. Njene piškote. Nikoli nisem rekel, da ima premalo sem mi ocenil. Zakaj sem se imela govke, me je prosila za pomoč? To, ki jo pogrešam, nikoli nisem mi porjazal tukaj. Ne bojem več nazaj. Pa gremo še enkrat, kako ste? Moram vam povedati, ta teden se pa odlično počutam. Super. 2 dni nazaj sem imel rojsten dan. Vse najboljše. Hvala vam. In smo šli čez večer na pol s prijateljima ven, smo malo uživali, se pozabavali, sem tudi odlična darila, tako da
No, super. Top. Super. Rojsten dan. Ni nič boljšega. Kaj mi je prijatelj kupil? Gokart. Karte. Enoletno karto. Super. A si slišal mu vik? Kaj je že zelo? Kjelic. En mož zamer ženi, glavnem ne vem. No, glavnem, imeli smo mačka, ful je bilo smešen, mačka pol nismo najdali, zjutraj, tako da ja, kar dober rojsten dan. En dan bliže smrti, drugače pa ne vem. No, pa se vidimo na steku. Jaz. Dobar dan, gospod. Dan. No, seste se. Danes. Veste kaj? Iskreno z vami. Moji sodelavci so nesposobni. Vsi po vrsti. Res. Probam biti vodja v našem podjetju. Probam vse zrihtati, povem jim točno, vsako povem, kaj mora narediti, točno, kje mora biti, kdaj mora biti, kaj mora delati. Vsak naredi drugače. Pa presežem, da bi hotel sam mene razjaviti, res, ne razumem. Pa še šef mi pa noče tlačiti. Šef je čist nesposoben, pa res, pa jaz nadobre delam, pa vse, pa čisto se moram narediti, pa sam krega se name, pa ne plačam mi dosti, pa samo svoje. Sodelavci tudi nič ne naredijo, čist nesposobni v delu, naj prevečijo, nič ne delajo, budnosti grozno. Zakaj sem zdravil službo, pa kaj bom zdaj? Pa še bom stol v službi, to je neudobno stol, grda barva, ampak ne šef, da ne bo zamenil, ker ni denarja. Veš, sam tisto moš videti, sam ima pa toliko slabo luč, jaz ne vidim nič, jaz probam pisati, nimam pojma, kaj sem napisal. Saj denar imam. Da bi bil klošar na cesti. In pa mi žena še internet doma skop, ker moram doma delati sodelavce, namestnik, in tako moram doma delati, in pa mi žena internet skop. In pa vse zgubim, pa to ne može. In pa še drži, da jaz nič ne delam doma, pa še da ona mora vse narediti, pa da ona posodo pomiva, pa sploh ne vidi dela, ker ga moram jaz doma narediti, pa žeglo pravi pa vse. še otroci na tem del delajo, nič ne naredijo, nič naloge, nič, pa se grejo pa igrat, pa ne za ja, okej, pa unka cucka vlača po tleh in bolj vse v stran, ampak ne bo ona popucala, ker sem jaz za to govorim, groza!
dan. Dan sem naprej. Kar naprej, ja. No, se danes kaj manj čutite? Ja, malo je boljš, zato ker sem šel do šefa, njegova pisarna, in par papirjev vrgel pod mizo prevrnil 100 vrstno strano. Takrat je prišel vse fajn, da sem bil element, sem rekel, zelo gledam. Sem pa prišel dan pa gotov, da bo zdaj enak bajati našel, če ne bo mesto. Žena, otroc, pes, to skrojoče mesto. In kako se kaj počutite? Strah, zaskrbljen, išče novo službo. Joj, groza, brez službe pa res ne morem preživeti. Kaj bomo zdaj? Zakaj sem dal odpoved? Kaj, če nikoli ne bom najti nove službe? Pa to, da sem dal odpoved, je bila res butasta, da je res slaba. Prav ne vem, kaj mi je bilo, da sem jaz Ja, v bistvu ni bila tako slaba ideja. Ko edino, kar rad delaš, tvoja strast, edini plod tvoje domišljije ustvarjanja, kaj boš delal za neko bedno službo? Ja, Ni važno. sam ta ideja je zdaj brez denarja. Ja, ampak če boš res dober neki delal in boš delal na tem, bo denar prišel sam od sebe. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Odlično, v bistvu. Super. No, pa povejte, zakaj ste odlični. Zato, ker sem po odpovedi vedel, da sem ugotovil, ker sem imel dosti časa se da me v bistvu veseli pisanje in sem napisal eno knjigo. In noter, v tej knjigi, sem pa v bistvu napisal tudi poslutil razlog, zato ker ste mi to pomagali. Hvala. Ej, pa sej ni vse tako slabo. Sej imam družino, pa sej se kdaj skregamo, ne? Ampak večino časa se imamo čisto fajn. Ja, to je res. Tudi prijatelji bi kdaj napir, zabavamo, pa spoznamo, kjer je fejsno. Sem več ta služba, zdaj nimam stalnega prihodka, tako sem skrbet, pa ta stres, zdaj se moram sam iskati, kje vam dobu denar, kruh za družino, pa še za kjer da spoznati. Jaz sem pisanje, to mi gre dobro od drug. Ni to nekaj, če te veseli, da se veseliš tega. Ja, iz pisanja sem dobil veliko prijateljev, s katerimi slabo razumemo. Jaz sem, ej, to je ful fajn, kaj mi manjka? Res, ne? V bistvu nam je skozi bolj fajn. Moramo biti hvaležni za to. Ja. Gledamo stvari pozitivno. Edini problem je, da nismo prej tega prepoznali. No, zdaj vemo. Hvala, da ste nam bili. Hvala vam. Naslednje. Naslednje.
Zahvaljujem se moji terapevtki, ki mi je pomagala, da končno slišim samega sebe. Kot veste, te glavne osebi bilo ime Fran. Naslov je bil pa Fran. Pač, ko smo delali z drugimi organizatorji, smo prišli do take, kako bi rekel, gesla oziroma neke kratice. In se pravi, glede na njegovo obnašanje, je pač Franč kratica njegovega imena in še Ž. In je fantastična razlaga abnormalnih načinov življenja. In po nam za Ž ni več ostal, tudi da smo sam Ž dodali. Zdravim.